V redu. Državljan proti politiku, smo rekli danes, teorija zarote proti zdravi pameti, tudi po neki logiki bi lahko rekli. Teorija zarote proti zdravi pameti. Spoštovani, danes vidimo, da se obstojno, nenehno in v različnih oblikah skozi odvija tiha vojna, a ključna bitka med dvema silama, posameznikom, ki išče resnico s pomočjo zdrave pameti in kritičnega razmišljanja, ter političnim aparatom, ki pogosto uporablja moč besed, informacij za utrjevanje nadzora. Ta konflikt presega res vsakodnevne novice ali pa politične izjave. Sega v samo jedro razumevanja resnice, svobode in odgovornosti. Na eni strani stoji državljan, ki se opira na zdravo pamet, jaz temu rečem znanost, dejstva, razum, na drugi strani pa politik, ki manipulira in zlorablja informacije, izkrivlja resnico. Zakaj? V lastno korist. Ker državljani smo državi postali po novem biznis, kakor nam je COVID pokazal, ne? Ja, kakorkoli se grdo sliši, ampak to je res. Zdaj, v tem nasprotju, v tem še neizrečenem boju, ki ga zdajle izrekam, se oblikujejo nove, popolnoma različne logike delovanja. Ker državljan, ki predstavlja, recimo, da predstavlja glas zdravo pamet, reče, ljudje vejo. Ne? Zato imamo demokracijo, ampak to zdravo demokracijo. To si prizadeva za razumevanje sveta na podlagi dejstev, logike in kritičnega razmišljanja in temu rečemo zdrava kmečka pamet. Ampak to ni, veste, zgolj intelektualna vaja. To pride zaradi potrebe po zaščiti lastne svobode in zaradi izboljšanja kakovosti našega življenja. In ko bomo nocoj gledali, zakaj smo razširili naš aneks oziroma dodali stvari k statutu, je pač zdrava pamet, ne. Digitalizacija se širi, nekako je prišla potihem, zaobjela vsakega izmed nas in zdaj hočejo to še razširiti. Mi smo pa tukaj razmišljali z zdravo pametjo, seveda, katere zakone uporabiti, ki so na voljo, ki pa seveda posameznika ščitijo. Ker država uporablja samo tiste zakone, ki posameznika izpostavijo, pa mu dajajo pravico. A veste, pravica v njihovem jeziku pomeni obveznost. Ljudje to ne razumete. Ko vam nekdo reče, da imate vi pravico, neki to pa to pa to, ne, vam država reče v bistvu, ti si obvezen to pa to je tvoja pravica, ti to moraš. Ker, ja, če to je moja pravica, sploh ne znaš se braniti, ne. Pa če vprašaš, po katerem zakonu pa je to moja pravica, pa ne zna več povedati. To je pa konc. Pa jaz rečem, moja pravica pa je tudi uporabiti ta zakon, ker je enakovreden temu zakonu. In to smo mi naredili. No, gledajte, takšen posameznik ne sprejema informacij brez vprašanja, ampak preverja, analizira, vse postavi pod daljnogled, drobnogled, mikroskop, kakorkoli želite, pod lupo. Slika s fotoaparatom in si poveča sliko, da vidi podrobnosti, da zna recept prebrati, ki je tako droben, da se ne vidi, kateri strupi so noter, ne. Torej, pri politiki je pa nasprotno, stvari manjšajo, skrivajo, ožajo, še posebej tisti, ki se zatekajo k manipulaciji. A veste, in to deluje, in to so teoretiki zarote. Ne v klasičnem pomenu besede ali pa besedne zveze, ampak kot nekdo, ki zavestno uporablja moč informacij za utrjevanje svojega položaja. V tej vlogi politika postane mojster nadzora, ker mi se ukvarjamo z drugimi rečmi. In bom rekel, te subtilne oblike manipulacije ustvarjajo namišljene, vedno nove namišljene oblike, izzive, grožnje, s katerimi se naklepno širi občutek strahu, negotovosti, nenehne odvisnosti in temu rečemo odvzem svobode. Če si ti odvisen od ene odločbe ali pa od odločitve enega sodnika
ali pa od odločitve enega policista, ki se tam zmrduje, ali pa od enega inšpektorja. Naprimer, danes sem zvedel, recimo vam povem zdaj le primer, par minut nazaj sem zvedel, da recimo, dajte si predstavljati, da ste zaposleni v bolnici kot medicinska sestra, ki imate seveda veliko odgovornost. Kaj to pomeni velika odgovornost? Da skrbiš za paciente, da si na uro tam, ko te pokliče, da poskrbiš, da si človeku na voljo, da si empatičen, da razumeš in druge stvari. Ampak potem seveda, ker ima vsako telo svoje meje, se pač tudi zgodi, da tebi tudi glede na to, da se skozi razdajaš, rabiš regeneracijo, da ti telo odpove. In greš na bolniško. In sedaj, vi imate delodajalca, ki je bolnica. Podpisali ste pogodbo, tam so vaši podatki. In podatki so dani samo zakaj? Za delovno razmerje z bolnico. No, pa vi greste v bolniško in seveda so noter neki zakoni še v tej pogodbi in še kakšne druge stvari, ampak jaz sem prepričan, da noter ni stavka, da če greš v bolniško, da ima bolnica pravico dati tretji osebi vaše podatke, enemu, ne bom rekel inšpektorju, ampak detektorju, detektivu, s kakšno pravico zdaj lahko bolnica uporabi, brez da vas vpraša, ker so to vaši podatki, in jih da detektivu, ki vas nadleguje na domu in išče in kontrolira in piše kazni. Zato gre v našem zakonu, da zaščitimo to podlost po vsej Sloveniji. Isto upišeš otroka za šolo, šola pošilja zdravniku, socialni, sodišču, policiji, ne vem, kam se pošilja. S kakšno pravico? Sploh ne sme. In tukaj je treba narediti red. Glejte, vsi dobivamo neke položnice od RTV Slovenija, za katere sploh nismo naročili. Veste, koliko stvari je kršen? Pravica do konkurence, pravica do izbire. Pa tudi, če ne gledam tega programa, ga moram plačevati. Čakajte malo, Kdo je moje podatke tja prinesel? Ja, Elektro. S kakšno pravico, če sem jaz naročil recimo pri distributerju električno energijo, zdaj on pošilja podatke in v mojem imenu naroča meni RTV Slovenija. Primer, In to, gledajte, naprej so potem stvari. Vas ustavi policist, vi se pritožite in rečete, bom dal pritožbo. Ja, v redu, ampak on potem v vašem imenu pošlje na sodišče, sodišče z vašimi podatki operira in jih pošlje nazaj policistu, odločitev dobi policist prej še preden vi veste in vas manipulirajo kot eno ping-pong žogico. Ljudje božji. Konc. In tega je neskončno dost. V Mercatorju pika kartica, a vam povejo, razen to, da boste 2 evra za popust dobili, ali pa koliko bo že tista stvar, a vam povejo, kire podatke zbirajo, a vam povejo, kam jih pošiljajo. Noben vam ne pove. Ljudje, zbudite se, ker tle so potem skrite stvari noter. Ta manipulacija izrabe podatkov, ki sem jih zdaj le povedal, gre preko lažnih nasprotij. Dobro za vas, to je dobro za vas. Za 2 evra se prodaš. Dajte malo razmišljati. In te znanstvene elite, ki delajo te imenske besedne prevare, navidezno, pod strokovnostjo, pod zaščito, v resnici deluje v skladu z interesi kapitala in politične moči. Samo to je v ozadju. Interes kapitala in interes politične moči. Resnična znanstvena stroka temelji na dejstvih in objektivnih raziskavah, vendar je v rokah vplivnih posameznikov seveda lahko izrabljena kot orodje nadzora, zavito v preobliko neke strokovnosti, nekega zaupanja, nekega paketa, da moraš slepo verjeti v te uradne podatke, pa kar rečejo na TV, brez preverjanja virov ali razumevanja širšega konteksta. Veste, točno to, kar sem zdaj povedal, pomeni odreči se svobodi, svojemu odločanju. Ja. To postane zelo nevarno, takrat, ko oblastniki spretno izrabljajo propagando, ki ne le da oblikuje mnenje, temveč tudi utiša dvome. Ko posameznik začne verjeti vase, kar sliši, ne da bi vprašal, komu te informacije koristijo, postane ranljiv. Postane ovca, ki brez razmisleka sledi toku manipulacije. Pravi upor proti takšnemu nadzoru pa ni v slepem zavračanju vsega, kar prihaja. Dajte to tudi razumeti. Iz uradnih virov
prihajajo tudi dobre stvari. Ni vse slabo, ni vse črno, ampak dajmo preveriti. Gre za to budnost, da človek prepozna, ali je dobro za njega, ali ni dobro, da se vpraša, da preveri informacije. In tukaj gre za sposobnost ločiti dejstva od manipulacije. Samo za to gre. Prebujen državljan uporablja znanost in zdravo pamet kot orodje za zaščito pred politično propagando. Ta notranji upor pa ni v pitju teorij zarote, temveč v neodvisnem mišljenju tebe, mene, vsega, kar temelji brez vpliva političnih ali pa ekonomskih interesov. Politiki, ki pa izrabljajo te informacije, ali so to naši osebni podatki, ali so to mnenja, ali je to kaj drugega, pa širijo propagando teorije zarote. Kdo je teoretik zarote? Kdo je spravotovan? Je politika. A smo si to besedo mi izmislili državljani? Nismo. A jo mi uporabljamo? Ne. Kdo nam daje nalepko teoretik, pa antivakser, pa ne vem kaj vse? Ja, mediji, zato da ti omažejo ime, da te utišajo. Kaj bojo pa drugi rekli, a ne? Glejte, in to se nismo mi izmislili ljudje, vse to je mašinerija. To so laži, to so manipulacije, zavite v privlačno retoriko, ki praktično zelo boli in je namenjena temu, da javnost preusmeri pozornost stran od resničnih problemov. Cilj ni razsvetlitev množic v tem primeru, temveč gre zgolj za utrjevanje oblasti in zaslužek tistih, ki vlečejo niti iz ozadja. In na koncu postane in ostane samo eno ključno vprašanje. Kako lahko državljan ostane svoboden v svetu, kjer politika vedno znova išče nove poti za krepitev nadzora? Veste, odgovor sploh ni preprost. Mi se borimo proti digitalizaciji, jaz sem ostal brez maila in sem se slabo počutil. Razumete, kako je težek odgovor? Tukaj gre zdaj za namen uporabe. Pot do resnice, dobro poslušajte, zahteva v našem primeru, v tem svetu, ta hip, samo zdravo budnost, kritično mišljenje in pripravljenost, da prepoznamo manipulacijo in da se ji upremo, ne da se ji pustimo, da delajo z nami. Vendar ne z nasiljem, ampak z močjo razuma in pa neodvisno presojo. In prava moč posameznika leži v njegovi sposobnosti razmišljanja. V trenutku, ko človek preneha dvomiti in se spraševati, se zgodi sledeče. Takrat izgubi svojo svobodo, ker mora razmišljati, kar mu drugi reče, ker mora ravnati se, kar mu drugi reče, ker mora ob tisti uri priti, ob tisti uri je, človek izgubi totalno vse svoje življenje in je podrejen. Zato je naloga vsakega od nas, pa če rečem širše, ne samo člana društva Belis, ne samo naših simpatizerjev, temveč vsakega državljana, da politiko obdrži odgovorno, da zahteva od politike, bom drugače rekel, odgovornost in ne dopusti, da resnična dejstva postanejo orodje manipulacije. Ker v tej nevidni vojni med državljanom in politikom, veste, je zmanjkalo prostora za ravnodušnost. Vsak posameznik mora postati varuh svoje resnice, da politika nikoli ne postane gospodar tvoje svobodne misli.